Stati pred Božjim obličjem in pogledom je odločujoče za dobro molitev. Pred Bogom je potrebno zavestno ostati, dokler ne začutimo, da imamo željo nekaj Bogu reči z naučenimi molitvami ali nekimi vrsticami iz psalmov ali svojimi besedami. Seveda je najboljša tista molitev, ki jo sam izrečeš iz srca in v kateri Bogu govoriš o sebi. Toda izkustvo kaže, da je molitev Oče naša najučinkovitejša in najdostojnejša za Boga, ker nas jo je naučil Božji sin. Ravno tako izkustvo velikih molilcev kaže, da se je na začetku molitve potrebno najprej Bogu pokloniti, ga pozdraviti, izraziti pred njim svoje globoko spoštovanje in veselje, da smemo biti z njim na audienci. Potem hitro začutimo, da se ne moremo z Bogom pogovarjati, ne da bi prej popravili svoje nasprotovanje njemu ali žalitve, ki smo jih rekli proti njemu, čutili ali mislili. Dvolično je govoriti z Bogom, kot da je vse v redu med nama, a krivično obnašanje do njega nas obtožuje. Zato je drugo dejanje v molitvi, da se Bogu opravičimo zaradi farizejstva v nas, priznati mu vse napačne poteze in obnašanje proti njemu in njegovi mentaliteti, ter ga zaprositi, da ima usmiljenje ali uvidevnost do naših slabosti. Obljubiti mu je potrebno, da bomo ustrajali v spoštovanju njegove osebe in njegovih vizij s svetom. Pri tem je pomembno občutiti, ali je to iskreno, kar mu govorimo, namreč ali resnično čutimo žalost in iskreno žalovanje, ker smo ga užalili. To pa pomeni, ali se kesamo za grehe. Če to delamo iskreno iz srca, tedaj bomo hitro doživeli neko radost in svobodo v duši, kot da smo izstopili iz smrdljivega prostora na čist, svež zrak. Šele sedaj lahko z Bogom vstopimo v globlji pogovor in se mu vse bolj približujemo, kar nas dela vse bolj srečne. Vsaka iskrena molitev prinaša radost in nove moči.